Toyota končno žanje sadove svoje četrtstoletne dejavnosti. Hibridi so namreč zdaj postali mainstream avtomobili, prodaja le-teh celo prehiteva Toyotine prodajne načrte. Seveda k temu veliko pripomore vse splošno odrekanje dizelskim motorjem in Toyota je v tem boju proti dizlom med tistimi glavnimi, ki svojo glavo nosijo na tnalu. V Italiji recimo dizle že kar nehala prodajati. In hibridi so tip pogona, ki so pri največji znamki na Japonskem alternativa dizlom številka 1. Zato, ker ponujajo čistejši bencinski izpuh, predvsem pa porabo, ki je večinoma nižja kot pri dizlih. V ta namen Prius med vožnjo čisto vsak z inercijo pridobljen džul kinetične energije shranil svojo baterijo. Zato, da z njo oskrbuje elektromotor, ki nato med pospeševanjem pomaga bencinskemu motorju, da ta deluje z minimalnim naporom in tako porablja samo nujno potreben minimum bencina. Ta koncept je skupen vsem hibridom, tudi Yarisu, Aurisu in Ravu. Prius pa je skrajna oblika Toyotinega hibrida. Poleg varčnejšega pogonskega sklopa je namreč tudi oblikovan po skrajnih principih varčne vožnje. Avto je vzorno aerodinamičen, ekstremno je nizek, vozi čisto pri tleh in nasploh je oblikovan kot kapljica. Še bolj skrajna verzija Priusa pa je Prius Plug-in. Avto je še bolj nastopaško oblikovan, a za razliko od svojih karoserijskih tekmecev ta 5-vratni kupe noče biti športen. Ta oblika je celo tako drzna, da pravzaprav zasenči ključno bistvo plug-ina. To je možnost, da 50 realnih kilometrov odpeljemo zgolj v električnem načinu, zgolj na baterijski pogon, povsem brez pitja kapljic bencina. Zadeva je seveda idealna za primestni in mestni commuting, tudi v Sloveniji bi tak pogon moral najti zares veliko število kupcev. A naj se sliši to še tako mikavno, bo številnim prtljažnik premajhen. 4 sedeži pa tudi neprimerni za marsikatere dolge noge. Prius, pa naj bo klasičen ali priključni hibrid, bo zato k tistim milijonom voznikov hibridov zagotovo vključil več bodočih kupcev hibridnega Rava. Sam po sebi pa bo ostal orodje taksistov in vseh, ki radi pokažejo svojo eko-usmerjenost.